Zanima me, a bojo res majhni kulturni domovi umrli zaradi SAZAS-a? Majhni kulturni domovi zaradi SAZAS-a ne morejo umreti, lahko pa umre glasbena ponudba v teh majhnih kulturnih domovih. V majhnih kulturnih domovih se razen glasbenih dogodkov dogaja še marsikaj drugega, imamo gledališke predstave, imamo take in drugačne literarne dogodke, pri katerih glasba sploh ni potrebna. Problem je samo v tem, da se bo pestrost ponudbe zmanjšala oziroma ne bo več tako dobra. Potrpeli bomo. Mislim, da mi dalj časa lahko zdržimo, kot pa nevzdržne razmere lahko vzdržijo slovenski avtorji. Gospod Zupan je glihkar rekel, da sicer mogoče pa vidi, da kulturniki so pa edini tle upravičeni, ko so tle med zbranimi, ko ste bili danes, da mogoče vam bi pa tle kazali nekako drugačne pogodbe, ampak prav, da nimate nobenega združenja, da bi se z vami lahko reprezentativno pogovarjali. No, to ni čist res. Združenje obstaja zdaj že dobre pol leta, ustanovljeno je bilo lani novembra, Združenje kulturnih domov regionalnega pomena. Naš predsednik Gojmir Lešnek Gojc je bil na pogovorih pri SAZAS-u, ampak je do tega pogovora pri predsedniku Zupanu prišel samo po vezah preko Patrika Grebla in je bil presenečen nad silnim varnostnim sistemom, ki ga SAZAS ima. Dlje od tam pa nismo prišli, njegovi podatki z tega sestanka so samo to, da je bilo obnašanje gospoda Zupana izjemno vehementno in ga je zavračal pogovore, češ da smo mi premajhni. Ne vem, odkot zdaj njemu te ideje, da bi pa s kulturniki sklepal kakršnekoli kompromise. Kompromise lahko sklene seveda z nami, lahko sklene z vsemi tistimi, ki so naši člani, kolektivno s tem, ampak pogoji so pa jasni. Pogoji so jasni, spoštovanje zakona, določila, ki so protizakonito novo sprejetem pravilniku, ki ga je SAZAS sprejel, morajo biti črtane oziroma neupoštevana, to pa se v vsakem sporazumu tudi lahko doseže.